Lepo pozdravljeni, v središče je prišel Janez Cigler Kralj, vodja poslanske skupine Nove Slovenije. Lepo pozdravljen, dobrodošel. Živijo, hvala za vabilo. Tudi tukaj velja tikanje, ne? Seveda. Okay. Začniva z najbolj aktualno stvarjo. NSi bo imela jeseni volilni, ne programski kongres. Predsednik Matej Tonin pa ne namerava več kandidirati. Mediji so se seveda po dolgem počez razpisali o scenarijah, analizirali na vse možne načine. Včasih je kar zanimivo spremljati, ko stvar poznaš tako navznoter. Kaj vse prenese papir? Ja, poglej, dejansko sem marsikaj iz teh medijskih zapisov zvedel o nas, česar do zdaj nisem vedel. Zanimivo je, da pač se različni pisci opirajo na informacije, na različne informacije, ne? In pol to sestavljajo kot mozaik in velikokrat moram reči, tudi kaj falijo ali pa celo narobe razumejo ali pa napačno interpretirajo. Kakorkoli, jaz bom rekel kot politik, pa kot politik Nove Slovenije, kot podpredsednik stranke, mislim, da je prvič dobro, da se o nas malo več govori. Se mi zdi tudi v redu, da je Matej ob tem, kako bi rekel, odličnem začetku v Evropskem parlamentu. To je bil njegov debi in zdaj lahko pogledamo eno leto približno že skoraj nazaj. Odlično je začel. Zdi se mi dobro, da je Matej v tej svoji realnosti naredil en premislek. Jaz mislim, da ga je naredil, smo se tudi veliko pogovarjali o tem, kje je stranka, kakšne so vizije, kakšna je prihodnost, kakšno je upanje. In ugotovil je, da po moje pač oboje ne bo šlo. Mislim, da je ta lok premisleka Matej zelo inteligentno naredil. Mislim, da je tudi kapo dol zelo zrelo to predstavo in poslancem in izvršilnemu odboru in svetu stranke in napovedal pravzaprav vroče poletje in delovno poletje za nas v stranki in pa tudi zelo zanimivo jesen, z volilnim kongresom, kot si rekla. Tako da samo po sebi se mi to ne zdi slabo. Odprl se je en prostor za premislek o nas, kakšna je naša vizija, koliko zmoremo dajati upanje našim ljudem v Sloveniji, da so spremembe možne in da je lepša, boljša prihodnost možna, ne? In na drugi strani, da se nekako odpira tudi na, bomo rekli, političnem prizorišču neke nove možnosti. Se vidiš, da ne vre samo na desno-sredinskem, ampak tudi na levem, levo-sredinskem in tako naprej. Tako da bomo videli, kaj bo to poletje prineslo. Neka možnost, tako kot je tudi Matej rekel, prevetritve, osvežitve, nove energije, mogoče kakšnega pogleda tudi z drugega zornega kota, ne? Ja, meni se zdi pomembno, zelo zanimivo, ne. En moj prijatelj, pisec, publicist, Branko Cesnik, je nekoč že pisal, kakšno srečo in pravzaprav blagoslov imamo, da je rojstni dan naše države postavljen v ta energijsko in zgodovinsko zelo pomemben čas, ne. Kresna noč, Janez Krstnik, dan je najdaljši, se mi zdi, da kar energija plamti v nas, ne. In v tem vzdušju pravzaprav se v Novi Sloveniji zdaj veliko dogaja. Nedolgo nazaj smo dobili novo vodstvo Mlade Slovenije, našega podmladka. Jaz moram reči, da David z ekipo je zelo dobro zaštartal. Imel je tudi odlične temelje od Katje, ki si jo tudi gostila še nedolgo nazaj tukaj v podcastu. In mislim, da je že on dal enega zagona. Vidim, da bo neizprosen, da nas bo držal za besede, da nas bo gnal naprej. In kar nekaj rešitev že imamo, nekaj smo jih pa celo že začeli vlagati v parlamentu, to je eno. In drugo zdaj, tako kot si rekla in tako kot je Matej naglasil, ne. Mogoče neka prevetritev. Mogoče, da se pogledamo vase, ker edino, kar lahko spremeniš sebe. Mi ne moramo drugim političnim strankam, ne vem, menjavati vodstev, spreminjati njihovih programov in tako naprej. Lahko pa pogledamo nase. In NSi to nam že, lahko rečem, velika večina prizna. Imamo najboljši gospodarski program. Zdajle imamo tudi zelo dober komplementarni socialni program, torej pravična sociala, ki temelji na močnem gospodarstvu. Pogledali smo se v ogledalo in smo tudi ugotovili, da morda ni bilo najbolj modro vedno govoriti o nizkih davkih, ne. Zato je zdaj striktno govora o razumnih davkih
in pa o rešitvah zdravega razuma. In mi slišimo, kaj ljudje, predvsem pa tisti, ki imajo družinska podjetja, tisti, ki so ustvarjalni, ki prispevajo, ki ustvarjajo, ne, kaj oni pravzaprav pogrešajo in kaj se jim zdi dobro in kakšne predloge imajo. Samo to je treba prisluhniti. Dokazali smo pa že, da smo operativni in da znamo, tudi če nas ni veliko, pač te rešitve spraviti tudi v življenje in urejati stvari v naši zakonodaji in nasploh v družbi. Nekaj lahko zagotoviva in to je to, da idej gotovo ne bo zmanjkalo, glede na vse okoliščine, ki si jih opisal, tudi energije, ne. Se pa tebe in drugega podpredsednika stranke, Jerneja Vrtovca, omenja kot možna naslednika Mateja Tonina. Si počaščen, da se pojavljaš v tem kontekstu? Najprej moram reči, da prav na nobeno prireditev zdaj od teh par dni ne morem iti, ne da bi vsi hodili do mene. Kdo bo? A boš ti? A bo Jernej? A bo kdo drug? In tako naprej. Še enkrat, zame je to velika čast in hkrati velika odgovornost. Jaz se zavedam, kaj je biti predsednik Nove Slovenije, ker sem že z veliko predsedniki in predsednico delal. Kot PR-ovec, kot strokovni sodelavec in imam zelo dober vpogled v to, kakšne so odgovornosti in dolžnosti predsednika ali predsednice Nove Slovenije. No, seveda zadnjih 5 let pa kot funkcionar, tudi kot podpredsednik stranke. Moram reči, da to ni lahko delo. To je eno najbolj zahtevnih pozicij v Sloveniji, biti predsednik Nove Slovenije ali pa predsednica. Zato, ker si veliko bolj pod drobnogledom najprej notranje javnosti, potem pa zunanje. Zakaj? Zato, ker mi imamo zelo zahteven program, z vrednotami, dobrimi rešitvami, nek tak celovit pogled, velikokrat tudi veliko stereotipov o nas kroži in ljudje, kako bom rekel, ne obremenjeni s tem, ampak nekako zaznamovani s tem, ukvirjeni s tem, ocenjuje naše delo in naše življenje. In smo veliko bolj strogo, bom rekel, spremljani in sojeni po naših dejanjih. Po eni strani je to prav, ampak hkrati pa, nekdo je že rekel, nisem prvi, nisem si jaz to zmislil. Mi nismo tu verski voditelji ali pa nismo moralni voditelji, tisti, ki bomo ljudem govorili, kaj je prav in kaj je narobe. Seveda se pa, kolikor jaz poznam vse nas, vse funkcionarje, pa vse, ki delamo v tej stranki, se pa zelo zavedamo, kaj so vrednote tiste, ki lahko prinesejo urejeno družbo, umirjeno družbo, ustvarjalno in tisto družbo, kjer bojo mladi tudi čutili to upanje, da tu ostanejo in se bojo lahko razvili v polnosti. In zato bo, mislim, da zelo, zelo močan premislek in veliko pogovorov znotraj stranke zdaj, koga bomo izbrali za predsednico ali predsednika na jesenskem kongresu sredi septembra. Sam čutim veliko čast in odgovornost, kot vedno bom pa najprej pri sebi razčistil, kakšne so možnosti, ker ni vedno samo želja pa ambicija. Ne bom rekel, da nimam ambicije, drugače ne bi bil podpredsednik Nove Slovenije tule, pa ne bi bil v politiki. Ampak treba je gledati tudi na svojo življenjsko realnost. Jaz o družini kaj veliko ne govorim, ve se pa, da sem najprej mož in oče 4. In zdaj imamo kar zahtevno obdobje, 2 najstnici, 2 fanta, ki še nista najstnika. In vse to bom tehtal, ko se bom odločil v teh debatah. Vendarle so še skoraj 3 meseci, do 13. septembra. Pa tudi mislim, da je pri Novi Sloveniji zelo dobro razvit ta koncept nasledstva. Prej si omenil Mlado Slovenijo, Davida, Katjo. Oba sta opozorila na ta moment, se pravi, da Mlada Slovenija zelo intenzivno vzgaja bodoče politike. Tudi sam imaš to izkušnjo, izpostavil si to kontinuiteto in Matej in Jernej, ki jo zdaj omenjava, sta prišla po tej poti
do sem, kjer stane. Tako da to nasledstvo je izjemno pomembno in potem tudi Matej je to izpostavil, ti prehodi niso tako travmatični, kot se mogoče navzven zdi. Ne? Ja, Je kar nekaj kandidatov, ki lahko zasedejo neka vrhovna mesta v stranki, če se tako izrazim. Tako je, včasih smo bili prezahtevni do sebe oziroma smo se prestrogo sodili, zahtevni smo še vedno do sebe, ampak lahko rečem, da smo naredili en shift, eno spremembo miselnosti. A ne? Še 10 let nazaj smo mi bili prepričani, drugi so veliko bolj sposobni, ne moreš karjati, a ne? Zelo zahtevni do sebe, ne? Pravzaprav, ampak se mi zdi, da smo pa zdajle v času ta zadnje vlade in zdaj v tem času opozicije, ko smo dobili tudi novega evropskega poslanca, nekako ugotovili, ko smo se lahko primerjali na trgu, a ne, da pravzaprav imamo veliko sposobnosti, veliko prednosti imamo. Mi smo res dobra ekipa, tako kot si rekla, ki delamo od mladih do najstarejših. A ne. Kar je pa, po mojem mnenju, ker jaz sem pa izrazito tak človek, da sem miren pri rešitvah, ki so sprejete s širokim soglasjem, torej v ekipi, ne. Se mi zdi pa pomembno, da se ponavadi znamo res, tudi če je treba malo dlje, dogovoriti, pogovoriti in dogovoriti, izčistiti, kaj je naš skupni cilj. In tudi pri kadrovskih rešitvah pravzaprav nimamo teh nekih stresnih spopadov, kot morda v nekaterih strankah, pa ne pravim, da je tisto narobe ali pa da je naše prav. Ne? Sam jaz, recimo, meni daje mir to, da se znamo tudi dogovoriti, kdo bo in kaj se mi zdi pomembno, tudi zdaj, v tej situaciji, da tista ali tisti, ki bo, da se vsi, potem ko je izvoljen ali izvoljena na kongresu, postavimo za njo, za njim in gremo naprej opravljati svoje delo pa svoje dolžnosti. Ne. Da ni potem nekih slabih občutkov glede tega, pa sem upal, da bo on. Ja, tako, ne. In to je najslabše. Ne. In to samo potem tisti, ki nimajo radi Nove Slovenije, pa tisti, ki nimajo radi Slovenije, si bom upal reči, izkoristijo proti nam in potem piše in filozofirajo in tako naprej, sanjajo o nekih zadevah, ki jih morda niti ni tako veliko, kot se zdi. Bom zdaj ta kadrovska vprašanja prenesla na višji oziroma državni nivo in sicer tole kockanje oziroma ping-pong med uradom predsednice države, vlado, državnim zborom oziroma bolj konkretno koalicijo. To zdaj traja že več mesecev, nekega izplena pa ni, zdaj neuspešno že dvakrat varuh človekovih pravic, guverner Banke Slovenije. Kaj se dogaja? Meni se zdi kar žalostna situacija. Celotna Slovenija je talec tega spora med Natašo Pirc Musar in Robertom Golobom. Ljudem je to slabo sporočilo, navznoter Slovencem in navzven ostalim partnerskim državam, tako v EU kot širše, ne, mednarodno. Je to slabo sporočilo. To pomeni, da nismo na stopni zrelosti, kot če hočeš, kot jo je nekako predvidel ali pa si želel tudi že Janez Drnovšek, ne, je govoril o tem. Ali pa, ne vem, nas učijo krščanske vrednote, da je treba ego znati dati na stran. Se mi zdi, da za nas politike to še posebej velja. Ne? Čeprav v današnjem času je zelo moderno pumpati ego in to prek družbenih omrežij in tak naprej kazati, kak car si. Poglej, mislim, da je zdaj situacija, ko bi se morala ta dva najbolj odgovorna v naši državi. Pa če tudi nista naša opcija, ne? Ampak predsednica je izvoljena na splošnih volitvah, dobila je večino in tako naprej. Ta dva bi se mogla najprej pogledati vase, ne, zazreti vase in ugotoviti, da ni čas za pumpanje ego, pa za fajt, zato ker država ni njuna last, to ni njuno gospodinjstvo. Ne. Tu smo vsi in mi potrebujemo, ne vem, delujočo Banko Slovenije, ne. Zato ker zdaj nimamo glasu v centralni banki, Evropski centralni banki, ne. Je nimamo, ker ne more noben namestnik glasovati na mest guvernerja. Nimamo varuha človekovih pravic. Pa zdaj, a ga rabimo ali ne? In na kak način? To je druga debata. Seveda ga rabimo v smislu, da so zelo pogosto kršene človekove pravice ljudem napram državi. A ne? In
ljudje morajo imeti nekoga, ki se za to zavzame, ki jih zaščiti pred samovoljo države. Zdaj, ko se uvaja na zelo slab način, recimo tudi dolgotrajna oskrba, bo to še bolj pomembno, ker ljudje se ne zavedajo. Velikim je bilo obljubljeno in pričakovanja so velika, oni bojo pa dobili samo odločbo in pravico do čakanja. Oni ne bojo dobili po tem konceptu, kot je dolgotrajne oskrbe, ker ni dosti ljudi, ker se ta leva vlada, sploh levica, ne zna organizirati in tega uvesti. Torej, zdaj, ko se uzakonja evtanazija, ko se prihaja z to oploditvijo, z biomedicinsko pomočjo, ki bi mogla biti zdravljenje, zdaj pa postaja samo postrežna za otroke. To je vse, kar se mene tiče, je to zelo prvinsko kršenje človekovih pravic. In mi nimamo vodstva teh inštitucij, ko se napada Računsko sodišče in tako naprej. Tu bi morala dva najbolj odgovorna v tej državi, torej predsednica republike in Robert Golob, predsednik vlade, se usesti, zazreti vase, ego te dati na stran, in nekako skušati najti eno politično in družbeno soglasje o enih ključnih temah. Tega, to je moja trditev in moja ugotovitev, nista sposobna. In zato je še toliko bolj pomembno, da nekako na volitvah 2026 pridejo neke spremembe, da se spet odpre upanje in da se začne delati red, to, kar pač mi znamo. Red, urejenost, predvidljivost, varnost in upanje. To se mi zdi ključno, predvsem je pa nekorektno, da eden ali drugi nekako obtožujeta, predvsem nas, Novo Slovenijo, ki smo ključ do 2/3, seveda, pri varuhu recimo, ali pa pri, ne vem, še pri katerem imenovanju se bo potrebovalo 2/3, pri ustavnih sodnikih in tako naprej. Ampak mi smo ključ do tega. Ampak da se nas obtožuje, da smo mi krivi, da tega zdaj ni. Mislim, to se mi zdi pa kratkovidno, ker mi se zavedamo svoje vloge, hkrati smo vedno konstruktivni, hkrati pa tudi vemo, da čisto vsega, mislim, če smo mi ključ do neke rešitve, potem se nas bo poslušalo, že v fazi predlaganja kandidatov. Tukaj je potem opazno to mogoče pomanjkanje samorefleksije, ampak človek se ob vsem tem tudi mogoče vpraša, da jim ni mogoče celo v interesu, da so stvari takšne, kakršne so, sploh če imamo v mislih recimo zakone, ki si jih omenjal, kot da jih dajejo, kot da je to neka bistvena stvar za državo, prioriteta, medtem ko recimo imamo težave, omeni se dolgotrajno oskrbo, zdravstvo, pa še kaj bi se našlo, ampak kot da bi se lotevali teh manj pomembnih tem, zato da lahko pustijo ostale čakati. Oboje imaš prav, dobro si povedala, res je to dimna zavesa, kakor opazujem, ob pomanjkanju lastnih dobrih rešitev, torej kot tudi rešitve, ki jih sprejemajo, vidijo, da so potem slabe, Dolgotrajno oskrbo smo že 2-krat v enem letu spreminjali, pa je še vedno neizvedljiv zakon, Vsi izvajalci to opozarjajo, da ne govorimo o pokojninski reformi, ki zdaj prihaja, ki bo znižala, poslabšala položaj že obstoječih upokojencev, ne samo tistih, ki se bojo po novem zakonu upokojevali. Torej, ja, tu gre za dimno zaveso, ko nimaš lastnih dobrih rešitev, ko vidiš, da ti gre slabo, najprej se poslužiš ideoloških tem, to so ideološke teme in žal moram ugotoviti, da je zdaj ob tem neodgovornem pristopu, k vodenju države, teh najbolj odgovornih, Slovenija žalostno razdeljena. Sicer to vidimo tudi v svetu, vedno več je prisotne te razdeljenosti, in to moramo presekati. To je tudi ena naloga ali pa vloga, kot jaz vidim, za NSi, krščansko demokracijo, da je tista, ki vedno povezuje in ki išče vizijo za prihodnost. Prihodnost pa lahko dosežemo samo skupaj povezani, ne na polovico razdeljeni. To bi bil odličen zaključek, ampak še to te moram vprašati, tudi v luči obstrukcije, ki jo je prejšnji teden izvedla Nova Slovenija. Skratka, parlamentarni postopki, to je še ena raven, kjer se kaže neka samovolja, ko se zdi po teh postopkih, ki so nujni, imamo nujne seje, izredne seje Državnega zbora, kot da smo v nekem izrednem stanju, pa pravzaprav ni tako. V utemeljitvi
tudi prejšnji teden ob obstrukciji, ki sem jo omenila, je bila utemeljitev, da so potem tudi zakoni površno pripravljeni, ne? Ja, Andreja, zelo prav imaš. Jaz pravzaprav zdaj že 2 leti konstantno na kolegijih Državnega zbora pravzaprav opozarjam na to, kar celotna stroka, zakonodajno-pravna služba, to so eminentni pravniki v Državnem zboru in strokovna javnost in lokalne skupnosti, tudi občine, župani občin in tako naprej, vsi, ki so pravzaprav vključeni v zakonodajne postopke, ki se njih tičejo, opozarjamo, da to je pa res že višek, V bistvu se krni javna razprava, krajšajo se roki za dajanje pripomb strani lokalnih skupnosti, strokovne javnosti in tako naprej. Potem se zakoni, ki so sicer po rednem postopku, kar naenkrat obravnavajo po izrednih sejah, ampak to tak, recimo, da je prva obravnava na izredni seji ta teden, naslednji teden je že druga obravnava na odboru in potem spet izredna seja in že druga obravnava zakona. To je mimo vseh, to je zloraba postopku, to je v bistvu norčevanje iz ustave in iz poslovnika Državnega zbora. In moram reči, da že same številke, koliko smo v tem mandatu do sedaj imeli že izrednih sej, koliko pa rednih, kažejo na to, da nekaj ni v redu. Mi smo imeli, mislim, da, ne me čisto za besedo držati, prosim, ampak čez 130 izrednih sej in zdaj smo imeli, mislim, da 30. redno sejo, je bila junijska, ali 32, kakorkoli. Poslušaj, to v nobeni normalni državi, mislim, če ni izrednih razmer, ne more iti skozi in tudi zato se slabijo te inštitucije, ki bi mogle biti robustne, ki bi mogle držati red, zato, da potem ni ene utemeljene, strokovne kritike takih razmer, Meni se pa zdi, da je to predvsem zloraba in pa eno hitenje, za katerim se pa skriva nek interes pač imeti stvari pod kontrolo, da bojo rešitve take, kot si jih želimo. Poglej samo recimo glede policije, reševanje romske problematike in tako naprej, tam se marsikaj bomo rekli skrije, zakrije in nekako se dajo lepe kulise, potem Kinovo vas imamo, vse je lepo. Na drugi strani pa to nekako slabi inštitucijo parlamenta in demokratični proces. To se mora nehati in tudi tu vidim vlogo Nove Slovenije, ki bo, to pa verjamem, ključni člen prihodnje desnosredinske vlade, ker do tega mora priti, ker je stvari že toliko, da če bomo samo odpravljali, bomo rekli, zablode in norosti in popravljali te zgrešene zakone, pa ne iz revanšizma, ampak zato, ker jih je treba, ker je neizvedljivo, ker tudi za ljudi ni sprejemljivo, da se jih tako obremenjuje in jim nalaga toliko bremen, da bomo imeli že s tem, po moje, pol mandata dela. Kaj šele, da začnemo razvijati našo vizijo uspešne, povezane Slovenije, polne upanja, z, bomo rekli, tudi odprtostjo kulturi življenja, ker demografska slika je pa tista, ki nas zelo, zelo obremenjuje in omejuje, ampak to je že stvar za naslednjo oddajo, po mojem. Ampak jaz sicer v tem kontekstu vidim kot ključno besedo predvsem stabilnost, pa mogoče malce za hec, malce za res ob dnevu državnosti zaželiva Sloveniji prihodnjo vlado z Novo Slovenijo. Ja. Mislim, da Slovenija potrebuje Novo Slovenijo, ne samo z velikimi črkami, ampak nekako gradimo vizijo te naše države, v kateri se bomo najprej vsi imeli lepo in sproščeno, lepo v miru drug ob drugem živeli in na drugi strani tudi prevzemali svoje odgovornosti. To je zelo pomembno in tisti, ki so v času pač pred več kot 30 leti osamosvajali to državo, se mi zdi, da se tega še kako zavedajo. Ni kar tako stopiti na fronto in dati svojo glavo na nišan, kjer je pač možno, da plačaš svobodo pa samostojnost ali pa suverenost s svojim življenjem in nekaj jih je to res storilo in nekaj družin je ostalo brez mož in očetov in njim smo lahko hvaležni. Hkrati pa ja, stabilnost, si dobro rekla, je pa tu kar veliko tudi mednarodnih izzivov, kot vidiš, nič več ni stabilno.
ne, tudi v mednarodnih odnosih in tu je še večja odgovornost. Na nek način bomo rekli zdajšnje vlade, ki nas, mislim, da postavlja na napačne strani, a ne, s svojimi pozicijami glede mednarodnih odnosov in na drugi strani Nove Slovenije, ki se pripravlja in je pripravljena za vstop v naslednjo vlado, da prinesemo to stabilnost nazaj v Slovenijo. To ljudje potrebujemo, šele takrat lahko zadihamo in ustvarjamo in delamo in živimo. No, malce več časa sva se vzela, malce, kar precej, ampak zgovoriva se na razmere. No? Ampak hvala za prijeten pogovor, upam, da je bil všeč tudi gledalcem. Tudi jaz, hvala za vabilo, vsem pa želim, da bi čutili pač, da je domovina naša, taka, kako je, samo ena, to imamo in mi smo odgovorni za njo, tako kot za svojega otroka. In mislim, da če bomo tako pristopali k svoji domovini, jo imeli radi, jo ljubili, nam hudega ne bo in ostaja upanje. Čestitam vsem ob dnevu državnosti in hvala za vabilo, res je hitro minilo. Hvala. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali, se vidimo kmalu.